Francoska športna zveza gluhih je sredi aprila praznovala svojo 100. obletnico. Leta 1918 jo je ustanovil Eugen Rubens Alkais, ki je bil športnik in dejaven v kolesarstvu. Prvi predsednik zveze je bil Gaston Vilat. Alkais je leta 1924 postal prvi predsednik Mednarodnega komiteja za šport gluhih CIS, današnjega ICSD. Prve olimpijske igre gluhih so bile v Parizu. Alkais je kot predsednik CIS vodil do leta 1953. V češkem mestu Brno je 14. aprila potekal mednarodni turnir mešanih ekip v odbojki. Vsako ekipo so sestavljali po 3 moški in 3 ženske. Na turnirju je sodelovalo 28 ekip iz 10 evropskih držav. Nastopilo je tudi športno društvo gluhih Herkul s Ptuja, ki je osvojilo končno 4. mesto. Zmagala je ekipa SK Olimpija iz Prage. 28. aprila je potekal mednarodni turnir v Budimpešti, ki se ga je udeležilo 10 ekip. Herkul je osvojil 3. mesto. Zmagala je ekipa SKN Brno pred drugouvrščeno SSC Budimpešta. Za najboljšo igralko so izbrali Sašo Štor iz športnega društva Herkul. Malezijska vlada je Športno zvezo gluhih Malezije končno priznala za Malezijsko nacionalno športno zvezo gluhih. Spremembo zakona o nacionalnem športu je v parlamentu predstavil minister za mladino in šport Kairi Jamaludin. Amandma pa je bil sprejet 3. aprila 2018. Gluhi reprezentanti bodo po novem obravnavani enako kot slišeči športniki in bodo za svoje dosežke prejemali tudi denarne nagrade. Gluhi malezijski športniki so na poletnih olimpijskih igrah gluhih prvič tekmovali v Sofiji leta 1993, kjer so dobili prvo medaljo, in sicer v badmintonu. Malezija se je od takrat 4-krat udeležila poletnih olimpijskih iger, in sicer leta 2001 v Melbournu, 2005 v Rimu, 2009 v Tajvanu in 2017 v Samsunu. Doslej pa še ni tekmovala na zimskih olimpijskih igrah gluhih. Ganska športna zveza gluhih se je projekta promocije športa gluhih lotila s pomočjo 2 italijanskih prostovoljk, Ilari in Lordene, srebrnih odbojkaric na olimpijskih igrah gluhih v Samsunu. S tem projektom bodo mladim ganskim gluhim športnikom omogočili dejavno vključevanje v organizirane športne dejavnosti, odkrivali nove talente, organizirali razne športne festivale in državna prvenstva ter šport gluhih promovirali v šolah. Gana želi s tem pridobiti nadarjene športnike, ki se bodo udeležili poletnih olimpijskih iger leta 2021. Mestna občina Velenje je 28. aprila v Domu kulture podelila priznanja športnikom za leto 2017. Alpska smučarka Anja Drev je postala najboljša športnica med invalidi. Na svetovnem prvenstvu gluhih v avstrijskem Innerkremsu je osvojila 2 bronasti medalji v smuku in kombinaciji. Naš najboljši atlet Tadej Enci je dobil priznanje za športne dosežke na olimpijskih igrah gluhih v Samsunu v Turčiji, kjer je tekel na 400 metrov in osvojil 12. mesto. Naziv najboljša športnika sta osvojila deskar prostega sloga Tim Kevin Ravnjak in plezalka Janja Garnbert.
Na koncu pa še zanimivost o gluhem belem mačku, ki se imenuje Achilles, živi pa v mestu Ermitaž v Sankt Petersburgu v Rusiji. Izbran je bil za napovedovanje zmagovalcev tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo Rusija gostila med 14. junijem in 15. julijem letos. Jasnovidni maček je kot uradni prerok na lanskoletnem pokalu konfederacij pravilno napovedal zmagovalca na 3 tekmah od 4. Napovedoval bo tako, da bo izbral eno od skledic hrane. Na vsaki skledici bo zastava reprezentance za napovedano tekmo. Ker je Achilles gluh, ga okoliški hrup ne bo motil. Držimo pesti, da bo natančno napovedal zmagovalca na vsaki tekmi. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost. Glejte nas spet prihodnji mesec. Nasvidenje.